Hvala lepa in lep pozdrav vsem skupaj. Kot je že Agata omenila, smo Plečnikovo leto pravkar zaključili in vsi smo zelo veseli, da smo ga na ZRC SAZU obeležili kar s 3 knjižnimi izdajami, z 2 knjižicama iz zbirke Umetnine v žepu in s to monografijo, ki jo predstavljamo danes, torej monografijo Narodna in univerzitetna knjižnica, ki jo je napisal naš nekdanji sodelavec, nekdanji predstojnik Umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Steleta, dr. Damjan Prelovšek, za katerega seveda vsi veste, da je vodilni raziskovalec Plečnikovega opusa pri nas. Pobuda za izdajo te monografije je prišla s strani Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani in pri tem obsežnem knjižnem projektu smo sodelovali poleg ZRC SAZU in Fakultete za arhitekturo še sama ustanova, o kateri teče beseda v tej knjigi, torej Narodna in univerzitetna knjižnica. Zakaj smo se odločili za izdajo te monografije? Po eni strani je bila želja, da pride do znanstvene predstavitve enega ključnih Plečnikovih del, ene ključnih modernih stavb, enega ključnih primerov moderne arhitekture na Slovenskem in stavbe, ki je na nek način tudi zelo pomembna za samo razumevanje Plečnikovega opusa, Plečnikovega načina oblikovanja. To je bil nekako prvi namen. Drugi namen je bil v eni knjigi zbrati kar se da različno slikovno gradivo, torej tako fotografsko kot tudi načrte. Izbrani so načrti tako iz javnih arhivov, kot tudi iz zasebnih zbirk, recimo, če samo omenim, tukaj notri je nekaj zapuščin osebnosti, ki so sodelovali s Plečnikom pri gradnji NUK-a, tako arhitekt Edvard Travnikar, ki je še kot študent sodeloval pri NUK-u, kipar Boris Skalin, pa tudi gradbenik Matko Curk, ki je vodil izvedbo, torej gradnjo večine Plečnikovih objektov v Ljubljani. Sama knjiga je zasnovana tridelno. Prvo enoto predstavlja študija dr. Prelovška, v kateri on predstavlja najprej zgodovino prostora, na katerem je bila zgrajena stavba Narodne in univerzitetne knjižnice, same pobude za izgradnjo te stavbe, zaplete tako pri zbiranju financ, pri pridobivanju dovoljenj, to očitno zmeraj sodi v Sloveniji pri takšnih objektih zraven, kot tudi pri izbiri načrta, obravnavanje konflikt z Ivanom Vurnikom in potem končna razsodba strani švicarskega arhitekta Salvisberga, samo gradnjo, opremo, pa tudi prenovo po nesrečnih letalski nesreči leta 1942 in kot je nekako tudi leitmotiv večine študij dr. Prelovška, je predstavljen vpliv arhitekta Gottfrieda Semperja oziroma njegove teorije na Plečnika, kajti po mnenju dr. Prelovška je Semper ključ za razumevanje Plečnikovega arhitekturnega ustvarjanja in seveda ovrednotena je pozicija te stavbe znotraj slovenske moderne arhitekture. Drugi del, torej druga enota v knjigi predstavlja sodobne fotografije Narodne in univerzitetne knjižnice, ki so delo avtorja samega, kot verjetno veste, je avtor tudi odličen fotograf. Tretji del pa predstavlja vse načrte, torej tako načrte, študije, arhitekturne skice, tudi take, ki jih je Plečnik recimo na en mali košček papirja naredil, kajti ena od želja je bila, da bi bili ti načrti objavljeni v zadosti visoki resoluciji in zadosti natančno, da omogočajo tako umetnostnim zgodovinarjem kot arhitektom tudi nadaljnje raziskave in s tem v zvezi naj omenim, da je v knjigi tudi link, povezava, kjer si lahko te načrte potem v še boljši resoluciji ogledate na spletu. Torej en tak malo drugačen pristop, ki pa je vsekakor dobrodošel in naletel na pozitivne odmeve. Tako da knjiga ponuja marsikaj in vabljeni k branju. Hvala lepa.